Z nami je Helena Vrbanac, mlada raziskovalka z Fakultete za farmacijo. Helena, tudi vi ste med prejemniki priznanja Taras. Kaj vam to pomeni? Ja, veliko, da je naše delo priznano, da je res unikatno. Kako ste doživeli sodelovanje na eni strani z družbo Lek, z farmacevtsko industrijo, verjetno tudi že sicer veliko sodelujete, ampak predvsem z Fakulteto za strojništvo? Ja, v bistvu še se takrat zaveš, koliko znanja imamo, kako zelo različno razmišljamo. Recimo, ni dovolj, da samo se ti porodi neka ideja, ampak da tudi praktično izvedeš. Tako da ja, zelo pozitivno, zelo super sodelovanje. Kako ste pa usklajevali ideje in samo komunikacijo? Kako je potekala sama komunikacija? Ja, v bistvu smo se dogovarjali znotraj, ne vem, med Lekom, vsi smo se pogovarjali, recimo sama opravim doktorat na aparaturi in recimo sem ugotovila, da nekaj bi malo spremenili, smo spol malo podebatirali, kontaktirali še strojnike in pač to izvedli. In koliko interakcije je bilo potrebnih, da se je rodil oziroma zgodil umetni želodec? No, sama sem se priključila ekipi, ko je želodec že bil narejen, ampak po tem pogovorih so se kar par sestankov so imeli in kako leto kasneje je že bila aparatura izdelana. Menite, da bo umetni želodec blagodejno vplival na širšo družbo? Ja, definitivno. Se pravi, ravno to, da ta naprava omogoča hitrejši razvoj farmacevtskih oblik, predvsem generičnih zdravil, so ta recimo že naprej predvidimo, ali bodo variabilna, ko bodo izpostavljena fiziološkim parametrom in v bistvu jih dostavimo na trg tudi hitrejše, verjetno tudi cenejše, tako da so v bistvu na voljo bolnikom. Ali imate na Fakulteti za farmacijo tudi še kakšne druge podobne projekte? Ja, imamo. Jaz prihajam iz katedre za biofarmacijo s farmakokinetiko. Tudi tam imamo biorelevantne modele, tudi patentirane. Tak primer je recimo pretočna naprava s kroglicami, ki tudi daje dobre rezultate. Tako da smo usmerjeni v to biorelevantnost. In kakšni so vaši načrti za prihodnost? Kaj bi radi še razvili? Ja, iz dneva v dan je več ugank, ki jih želimo rešiti, tako da jaz se tako zelo odprtih misli, ne vem točno, kam me bo zaneslo, ampak ja, raziskovanje me zelo navdušuje, tako da se vidim nekaj v raziskovalnih vodah.